Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Obrambni minister, naš vrli Marjan, bi moral pretekli petek obiskati Sarajevo. Pa ga je žal ustavila pregosta megla. Agencije ne poročajo, ali je meglo pripeljal s seboj ali pa je že bila tam. Mogoče se bo komu zdel odgovor na to vprašanje samoumeven, ampak pozor, pri našem Marjanu smo že navajeni, da so stvari bolj kot ne meglene. Sedaj pa se lotimo 62. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali Parada ponosa, Faktor special z Romanom Vodebom. Pa jo imamo, predsednico republike in predsednika vlade, namreč, ki sta istočasno v preiskavi. Ali gre za parado ponosa ali goloba brez prosa, nam bo povedal naš stalni komentator, psihoanalitik, dvojni magister Roman Vodeb. Roman, toplo pozdravljen ponovno v Faktorju. Prisrčen pozdrav. Roman, vem, da nisi navajen, da delaš 2 oddaji zapored, oziroma 2 dni zapored, ampak vseeno se mi je zdelo prav, da se midva tudi na to temo pogovoriva. Namreč res ni pogosto, oziroma ne vem, če se je to že kdaj zgodilo, da bi imeli hkrati predsednika vlade in predsednico republike, ki je tako rekoč pravkar prisegla, ki sta v neki policijski oziroma pač sodni preiskavi, ne. Ravno tisti hip, ko je Nataša Pirc Musar prisegala v državnem zboru, je šla novica čez zaslone, ne, da so jo ljubljanski kriminalisti ovadili zaradi ponarejanja listin, ne. Pa me zdaj zanima, mnogi so seveda pač bili na nek način ogorčeni nad tem, kar je storila nacionalna televizija, da je pač ta Telop se takrat zavrtel, zdaj hote ali ne hote, je seveda drugo vprašanje. Me zanima tvoje mnenje, Roman, ne. Ti podpiraš, da je ravno med prisego predsednice republike novo izvoljene šla ta novica čez, ali bi morali na nacionalni televiziji počakati s tem, da ona pač to prisego konča, oziroma da se zaključi prenos iz državnega zbora? Jaz sem načeloma do inštance predsednika ali pa predsednika države indiferenten. Tale me pa sploh ne gane, tale Musarca ne bo ravno moja predsednica. Ampak ne, sem kritičen, sem tudi posnel blog na to temo, ampak zdaj post festumsko. Narod jo je izvolil, ne. Kljub tej ultrakapitalističnosti so levičarji izvolili. Paradoks, po mojem videnju, ne. Na tej točki naj Kordiš kaj pove, ne, ta protikandidat njen. Ampak zdaj to neke sabotaže, mislim, to je neka pasja bombica, ne. Mislim, zdaj v celi zgodbi jaz vidim volilno telo, levo volilno telo, kot ovce, ali da bom rekel kot glupe ovce. Zdaj, če so jo izvolile, mislim, kaj bomo zdaj post festumsko, neki pesek v oči, pa nek predkazenski postopek se vodi, mislim, iz te moke ne bo kruha, ne. To, da je tam nekih 778 evrov nekje čudno nakazala, pa nek honorar, pa 500 evrov, pa davki, pa to ni vse skupaj nič, no. Mislim, zdaj lahko, da je to nek prefinjeni trik, ki bo pozornost preusmeril na teh 500 evrov, ne, pa kazenski pregon. Pa ne se heca, tale Musarca bo imela ene hude zdrse, če ne bo imela močnih svetovalcev, to se bo po dolgi in počez zvalila ob prvem resnejšem problemu, ne. Saj jih je že imela, pa je tako temo brcla, ne. Ampak zdaj tole, da pasje bombice na televiziji meče v času inauguracije, kako se že reče, da je tam neke tvite ali kaj že, novice, mislim, to ni vse skupaj nič, ne. To je treba neke kompetentne, kritične sogovornike povabiti v areno, pa naj takele stvari v areni povejo, ali pa ne vem, pri Odmevih. Ne, da midva tele Faktor gonva, mislim, saj tudi prav, da saj tole, da je, ki je opozicija, neki Musarci, tam tisti 3 novinarji, desni na Rebernik, Možina, pa Pirkovič, mogoče še Vida Petrovčič, kaj bojo oni zdaj tam naredili, če 90% vasegov, oziroma levih aktivistov, ne. Tako da toliko, bi rekel, ponesrečeno neki spotikanje Nataše Pirc Musar, to ni, mislim, to ne odobravam. Ne pustijo zdaj, mislim, ne jo glih spotikati,
najte ji, bi rekel, grehe in na tistih pravih grehih jo spotikajte, ne pa na enih 500 evrih iz 2015, tam, ki je bila na nekem rdečem krizu, ki so se babe med sabo štrajtale, ne. Ona Brunsko lepa, ta pa ne vem, kjer še. Mislim, to ni nič, no. To je treba malo bolj resno zastaviti kritiko Nataše Pirc Musar kot predsednice. Bila je izvoljena in zdaj jo imamo, zdaj pa gledamo pod prst ali pa pod rit, ne vem kam. Zakaj misliš, si rekel, ne, to ne podpiraš, da se to ravno zdaj obelodani, ampak vendarle pač policisti verjetno niso v Španoviji z nacionalno televizijo vložili to ovadbe proti njej. Tole me zanima, Roman, ne, zdaj, to je bilo, kot praviš, leta 2015, tam enkrat. Zdaj, Nataša Pirc Musar takrat je že bila pač ženska, ki je bila premožna, je imela pač partnerja, ki je izrazito premožen za slovenske razmere. Kaj mora biti v glavi človeka, da si gre na nek, očitno po mnenju policistov, nepošten način izplačati honorar 500 evrov za predsedovanje Rdečemu križu? Ne, jaz sem šel pa zdaj gledati tole intervjuje, ki sem se pripravljal na tale Faktor. Jaz sem poslušal Natašo Pirc Musar, kako se je branila, dva novinarja sta poskušala obdelati, tam je bila dosti suverena, jaz sem šel celo zgodbo gledati. Z te moke ne bo kruha, v igri je 500 evrov in ona jih je dobila za honorar, tam je nekje nakazala in na pobudo drugih so nekaj stornirali in so pač pravilno nakazali in tudi tista izplačila, vse davke bi plačala, tle ne bojo nič naredili, zato pravim, da je mogoče to trik, oprali bojo vse krivde, bi rekel, tam za hrbtom bo pa delala budalaščine pa megalomanske, ne, tle se pa za 500 evrov. In se ona je bogatašica, tem obrača 5000 evrov ali pa 5 milijonov evrov ona obrača, pa njen mož. Ne se zdaj zabavati pa s 500 evri, pa 778 evrov, pa niso bili davki, pa storno, pa fiktivni račun, mislim, tam je bilo vse po pravilnikih, kolikor jaz vem, tako da to ni zgodba. Je pa megla, fajn so zameglili celo zgodbo. Ker rekla je predsednica republike, da si je znižala honorar iz 1000 evrov na 500 evrov kot predsednica Rdečega križa, ampak človek se vpraša, mogoče pa bi šlo tudi iz 1000 na 0 evrov. Ne? Če si ti predsednik Rdečega križa, posebej, če je to Nataša Pirc Musar, verjetno itak ni to zaradi denarja. Ne, ona ljubi funkcijo bolj kot samo sebe. Ne? Ona je ambiciozna, ona rab kamere, rab funkcije, ona menja službe, ona ne ve, kaj sam sabo. Jaz sem na svojem podcastu povedal vse. Ne? Se pravi, če ne more biti zdaj, ne vem, direktorica RTV-ja, bo pa predsednica države. Bo to zmanjkalo, če ne bo 2 mandata, bo kandidirala za Uršulo von der Leyen ali pa za predsednico, ne vem, Evropske unije ali pa sveta ali pa vesolja. To so ranjene duše. Svojemu fotru se ni rodila kot sin in zdaj ima falično ambicioznost. Ne? Najprej je bila stevardesa, pol se je rinila na eno televizijo, na drugo televizijo, bila bi še manekenka, če ne bi imela kil preveč. Mislim, to je treba iti na terapijo, zato da ni človek toliko patološko ambiciozen kot je ona. Ne samo ona, tukaj so še te petelinke iz politike, od Urške Klakočar Zupančič, ne nazadnje tudi Marte Kos. Da ne bomo mi šla na terapijo, Roman, predlagam, da si vzamemo krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrneva po oglasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, zakaj vladajoči izgledajo kot parada ponosa. Ostanite. Ponovno pozdravljeni, z nami je še vedno naš stalni komentator, legendarni Roman Vodeb. Pogovarjava pa se o tem, zakaj vladajoči, predsednica republike, predsednik vlade in predsednica državnega zbora vse bolj spominjajo na parado ponosa. Roman, preden smo šli na krajši premor, ti govoril o tem, kako predsednica republike Nataša Pirc Musar ljubi funkcije. Pa me zdaj zanima tvoje mnenje, bo ona poskušala to funkcijo predsednice republike prilagoditi pač nekemu svojemu stilu, temu, kar pač se njej zdi v redu, ali bo se bolj prilagodila funkciji? Skratka, kdo bo koga spremenil? Ona funkcijo ali funkcija njo? Izvoli. Ja, se mi zdi, da en mičken preplašenosti je čutiti. Videl sem, kako se je sprehodila, ne vem, na tem neki poti in se je trdno držala svojega moža, Musarja, ne, pod pajsko, bi rekel, za roko.
ženska rabi gospodarja, je rekel Freud ali pa Rugl. Skratka, tisti oedipski oče, ki zaznamuje vsako deklico, torej večinoma, če je prisoten. Tudi tale Nataša je imela pač očeta, ki je imel nažalost 2 hčerki in nobenega sina, in zdaj ima to falično držo, ampak vseeno neko feminilnost ima v sebi, in ona, ko bo zagustila, bo spraševala, kaj je treba narediti. Verjetno moške svetovalce, ker to bojo neki modreci, pa tudi strici iz ozadja, ker levica pač mora imeti strice iz ozadja. Zdaj je to definitivno jasno, ker ve se, kaj zdaj, kako je golob zagodil v levici, ne? Če bi imel strice iz ozadja, se to ne bi zgodilo. In teli Nataši Pirc Musar bojo malo sledili, ne? Njenim ravnanjem, in ona bo slej ko prej dobila neke moške svetovalce, tudi napovedala jih je. Ne? Ona je rekla, da bo bivše predsednike spraševala, tudi Pahorja, tudi Tirka, ne. Jaz sem celo rekel, najraje Ernesta Petriča malo aktivira, ne. On je modrost ima v sebi, ne. Tako da jaz mislim, da na prvih teh nekih svojih potovanjih ali pa medijskih nastopih ne bo ekscesna, ne bo si dala duška, ker jo po moje svarijo, ker enega kozla je že ustrelila tam v Avstriji, ne, ko je soglašala s nekimi Avstrijci, pa povozila našo tolo manjšino, ne. Tako da jaz mislim, da zrela je, zdaj ima to funkcijo, to se skozi gleda v špegu, ne. To ne more verjeti, koliko je sama sebe všeč, in dokler bo v tem začetniškem zagonu, bo zelo previdna, ne. Če se bo pa malo opustila, pa začela svojo glavo tuhtati, bo pa ji pa kar drsel, ne. Bo pa tam vsako banano stopila, pa ji bo spodrsel, pa bo padla. Če bo pa poslušala druge, modre ljudi, bi se pa znala znajditi. Mislim, umirjeno govori, ima všečen glas, njena kvaliteta je, da je zelo rada všečna, ne. In če to ratuje, to bo folk nasedel kot tankar v plitvini njenim besedam, ne. In zdaj, če bo dejanja čudna, ne, če bo kakšne tam v neko vojsko posegala, mislim, kot ženska nima kaj tam okrog vojske se šetati, ne. To je simbolna disonanca. Ženska in vojska, to sta 2 različna pomena, ne. Zdaj imamo pa mi predsednico države, ki je še vrhovni poglavar vojske. To ne gre skupaj, ne. Zdaj upamo vsi, da tale vojna tam v Ukrajini usahne in da ne bi bilo kakih izgredov posebnih, da bi neka vojska mogla, ker takrat, če bi Musarjeva svojo glavo tuhtala, ne bo ta prava odločitev. Mora imeti moške s sabo, torej ob sebi, in da ji dajejo kompas, kje, kaj, kako, pa tako naprej. Ja, zdaj ni pa ona edina, ki je v preiskavi, ne vemo, v preiskavi je tudi predsednik vlade Robert Golob oziroma pravna oseba, ki je prej načeloval državna firma GEN-I in on kot odgovorna oseba tam, če držijo informacije, ki so zaokrožile v javnosti. Ampak Robert Golob si kar prizadeva, ne, da bi nekako na nek način spremenil Slovenijo, tako tudi sam pravi, po drugi strani pa, da bi spremenil tudi nas, ne. Vemo, ustanovil si je svet za prehrano, ki mu bo svetoval glede modernih programskih smernic. Zdaj, če sodimo po sestavi tega sveta, pač te moderne programske smernice pač na nek način prepovedujejo uživanje mesa. In glej ga zlomka, ne, pač poslušni mediji so nam že postregli z recepti za brezmesne jedi za silvestrsko večerjo. Pa me zdaj zanima, Roman, se lahko to prime, ne? Je ta, kako bi rekel, navdušenost, ta zaljubljenost na nek način v Goloba lahko tako velika, da bomo Slovenci celo meso nehali jesti samo zato, da bi mu ustregli? Zdaj, levo volilno telo, to so ptički brez gnezda, ne, bi se reklo, ne. In zdaj so jim pa poturili to kukavičjo jajčko, tole 2, ne, mislim, Goloba, to je čist nepreverjen politični kader, potem pa še poslancem, ne, tem 40 razbojnikov in blondinka, ne, še Urška Klakočar Zupančič je neka kukavičja jajce, potaknjeno levici oziroma levem pač poslancem in levemu volilnemu telesu. On ne bo, njega bojo skužili. On je nek poredni brat, ki ne more biti oče, ker je tak pobalin, da ga ne morejo ponotraniti, levica ga ne bo ponotranila v paketu, ne, posebej ne leva, z veliko pisano, ne, te anarhisti, ta je pa avtoritarc, ne, to egomanjak, to bi vladal kot monarh. Ne, jaz pa nikogar okrog, ne. On ignorira demokracijo. Zdaj,
tale njegovo vegetarijanstvo, to je upor proti očetu, ne. Ljudje, ki pridejo k meni na terapijo, malo sprašujem, ste vegetarijanci? Ja, ne. Sem rekel, vi imate s fotom nepredelane račune, ne. Za Goloba se ve, da ima močnega očeta, mislim, ki mu je sicer tlakoval pot vse povsod, ne, ampak v eni točki takle mladenič lahko, ali pa otrok, fantiček, fejst jez na svojega očeta in potem iz teh nezavednih temeljev se porodi ideja vegetarijanstva, ne. In take nebuloze okrog tega jedilnika, mislim, to naj si da še več svetovalcev, seveda jih ne bo poslušal. Več svetovalcev kot Nataša Pirc-Musar, on jih rabi, ker on misli, da je poglavar sveta, on misli, da je takoj za Bogom, ali pa da je Bog njegova desna roka, ali pa kaj takega. Mislim, pa gre pa tistega Frančiška dol obiskovati. Pa eno Greto kliče, pa onga Harada, kaj je že on, ti zgodovinar, mislim, gej. Mislim, pa ta človek čestita 8. marec tudi gejem, ne. Mislim, za 8. marec, ta človek je čist brez kompasa. Misli, da je poglavar sveta dobro, da se malo strigel. Ne, avtokastracije morajo mu povedati, da to on brca v temo. Ne, sam noben mu ne upa, ker on je avtoritarni tip človeka, še tisk mu dobro hoče, mu ne bo upal povedati. Mogo biti na eni točki toliko moder, da bi vprašal, fantje, kje delam, torej ne punce, fantje, kje delam zdrse? Kaj se mi da očitati? Kje sem jaz tisti egomanjak, kot mi, kaj vem, reče Vodeb? Kaj delam narobe? Pa mu pa en lepo prišepne, dej, posluš, lej, dej s tele medilnikom smanji doživljaj, ne, ko se pa greš? Kakve neumnosti to počneš? Ne? To so ene zadeve, ki, če bo moder, ne, če bi znal se strezniti, ne, Majk se je ostrigel, sem že mislil, zdaj se pa malo ohladil, ne, on bi moral drugim prisluhniti. Zato, ker pač zdaj ima enormno podporo teh ptičkov brez gnezda in zdaj oni bodo odfrčali, to ga bojo izžvižgali. Jaz sem celo napovedal, da bo stranka implodirala do novega leta. Ok, se imamo še par dni, ampak mislim, to se bo mogel strezniti, ker on ne more furati politiko na račun svojega revanšizma. V politiko samo, da bo, po domače povedan, zjebal Janšo. Pa normalen človek ne bo šel zaradi tega v politiko. Ne boš ti revanšizma zganjal, izkoriščal volilno telo, izkoristil celo državo zato, da si ti lajšaš dušo, da tam se užgi po siromaku, po Janši. Pa to je nezrel človek to dela. Mislim, sorry, ker pač eden more, mislim, to se mogli na nacionalni televiziji novinarji takole zoprstaviti, pa tam takole govoriti, ne pa da zdaj mi da samo tele v Faktorju, ali pa mogoče jaz tudi v svojih podcastih sem še bolj kritičen, ampak ene stvari morajo biti povedane zato, da se levo volilno telo strezni, da dobijo oslovska všesa, pa se jim figo pokaže, zdaj pa imate, zdaj ga pa prenašite, zakazen, še enkrat ga zvolite, trpite še naprej. To je pozicija, ki je treba do Goloba zavzeti. Ja, Roman, tudi rad verjamem, ampak vseeno se zdi, ne, da je to pač bolj opomba pod črto oziroma glas vpijočega v puščavi, kar praviš, ne, ker zaenkrat kaže, da so te Golobove finte kar učinkovite, da jim ljudje kar zvesto nasedajo. Misliš, da lahko cel mandat prefintira, če se tako izrazi? Zdaj, tole ni glih butast človek, ne. Mislim, tisto, kar ga spotika, ga njegova hiper samozavest, ne. On je egomanjak, ki se ne vpraša, kje brta v temo. Na eni točki se bo moral vprašati oziroma neki, če bi imel strice iz ozadja, ga bi streznjevali, tako kot se bo streznjevala Musarca, ne? Če lepše rečem predsednica države. Ta jih pa nima in če je pameten in je pameten, bo rekel, zdaj pa en svet modrecev, 5 ljudi po lastni izbiri jih naj inštalira in potem mora biti klauzula, vi morate meni povedati, kje sem jaz slep, nor, kje sem pretegnjen. In oni morajo z brainstormingom, brez dlake na jeziku reči, ne moreš ti uno Greto tat pa Haradija, pa Frančiška, dej bo traj tih, pa ne ste s to hrano utrujati, se pravi, on bo imel zdrse po tekočem traku. Meni so sicer rekli te feni njegovi, koliko je imel dober govor, ne, jaz ga sploh nočem poslušati, pa ni bral. Ne. Mislim, to zapopadejo njegovi feni, zapopadejo njegovo logiko. In če si ti v transu in še v nekem transfernem odnosu, se pravi pozitivno čustvuješ, če bo on rekel, to ponovadi rečem za Žižka, ne, Žižkovi feni hodijo v WC, ker so slišali, da ima drek vitamine. Hodijo žlico, ker not v WC žreti iz drek. Ker je Žižek to rekel. In ta, če bo neumnosti govoril, ne, mu bojo vse živo kupili.
In on mora vedeti, njemu mora nekdo prišepnik, Robert, ranjen si, z revanšizmom ti vladaš. Ne? Obstaja demokracija, mi nimamo monarhije, ti nisi monarh. Ja. Ti moraš uslišati tudi drugače misleče. In ena Musarca, recimo, bom uslišala drugače misleče. Reče, ne? A 5 let nazaj, 7 let nazaj, pa predsednica inkvizicijskega sveta za odkrivanje sovražnega govora. Ampak Musarca se je streznila. Ta egomanjak se ne bo streznil. Oziroma, jaz upam, ker je pameten, ne? To ni buta šlok, sem rekel, ne? Bi se lahko zazrl svojo slepo pego na način, da bi druge vprašal, kje imam zdrse. Ne? In drugi mu morajo povedati v dobro, ne Roberta Goloba, v dobro države. In dati dobro za državo na prvo mesto in mu povedati, tole ti mu povedal, ti naredi z mano kar češ, tako da se ne gre. In Bobnarca mora biti za zgled. In to ženska, ko vedno pravim, tele ženske so tako, ne, ampak ženske znajo stopiti z njim v negativni transfer. In to je pokazala Marta Kos, to je pokazala Bobnarca. Naslednja je Tamara Vonta, Alenka Bratušek ne bo, ker je v prevelikem dolžniškem odnosu, pa zobe mu zna pokazati, ne boste verjeli kdo, Urška Klakočar Zupančič. Ona ga zna napičiti, zato ker ima slab odnos s svojim očetom, s svojim možem, do avtoritete zna negativno čustvovati. In te falične ženske, ki nimajo rade moških, ga znajo napičiti in strezniti. In prva je Bobnarca in te Bobnarce lahko samo ploskamo. Ok, ampak zdaj, ko si že ravno omenil predsednico državnega zbora, ne vem, ali je še vedno samo Urška Klakočar Zupančič, vsak dan upamo, da je vendarle že postala predsednica državnega zbora, ker nekaj časa je že na funkciji, ampak še se vedno bolj obnaša kot Urška, saj tako izgleda, tudi na državnih prireditvah, na slavnostnih prireditvah, ne. Ona se mi zdi še najbolj parada v tej paradi ponosa teh 3 najpomembnejših politično gledano ljudi v državi. Spet smo imeli priložnost občudovati njeno gestikulacijo, način oblačenja, stil oblačenja in tako naprej. Zdaj ni videti, Roman, da bi ona pa že kaj, ko bi rekel, se prilagajala funkciji, ampak bolj prilagaja to funkcijo sami sebi. Ne? Mislim, zdaj ta je po mojem videnju tako ranjena, danes so neki dali, nek moj intervju so ga kot najbolj bran. Jaz sem rekel, da se obnaša kot mnoge moje pacientke. Ne? To je nesterapirano do konca, to je nepreverjen kader in se jo da za predsednico državnega zbora. Zdaj ljudi, tisti, ki vejo, zakaj se gre, to glava peče, kakšne neumnosti ta počne. Ta ne ve, kaj je to poslovni bonton. Ona gre spet tam se kazati in zganja, pazi, nezavedno revanšistično sceno naredi, da bi legitimizirala tisto parado na Rdeči prebrogi, ki je vojakom z nabitimi puškami rit kazala. Ne? Ona je tam rit in kazala, ni jim hrta kazala in ona tam kaže svojo lepoto. Mislim, kot da je Čičolina tam po italijanskem unem državnem zboru skače. Mislim, njej je treba skalibrirati moralni kompas. Njej mora nekdo povedati, da se ne vlada s čustvi, da mora skrivati čustva. Zakaj bi skrivali čustva? Zato, ker si predsednica državnega zbora, zato. Jaz pa mislim, da ne. Narobe misliš, eni mora naviti ušesa. Zdaj, če bo to Robert Golob naredil, ne, to mu bo zobe pokazala. Ampak ta ženska misli, da je na lepotnem tekmovanju. Ona misli, mislim, ženske si želijo imeti privilegij v moški želji. Ne? Ona si želi, da si v moški želi. Ženska. Ampak ne političarka. Političarka to fantazmo zatre do konca, kakor se da. Ta pa ima razporek do kovka. Ne? Rdeče štikle ima, če le more imeti, zato da bo meni, pač jaz sem bil tisti, ki sem rekel, rdeče štikle so želja po organu, ki njej na telesu manjka. In z principa, kot da bi tekmovala z mano, kot da bi tekmovala revanšistično napiče tiste, ki rečejo, Urška, tako se ne dela. Ne dela se. In še vedno ponavlja popolnoma zgrešeno paradigmo in nihče jo kot pobesnele, libidinalno pobesnele, ne ukroti. In zdaj, Robert Golob, imaš ta status, tvegaj, ne vem kaj, kako bo pobesnela, če boš ti to rekel, mora on to reči. Oziroma nek svet modrecev se fiktivno sestane, pa reče, celo Gibanje Svoboda lahko naredi. Zdaj imamo pa mi neko inštanco, pametni ljudi smo zbrali v rangu, ne vem, Ksenija Benedetti, ki reče, ne, ženska pa ne sme tam kazati preveč golote. Pametni ljudi, ki so rekli, Urška, vsi so rekli, preveč seksualno se ven mečeš. Ne moreš se bleščati kot Krizban, ne, kot smreka tam.
črna, rdeče štikle, pa tace kaže do kolka, ne. In ona nikogar resno ne jemlje in tista Lucija Mlakar, ali kaj že, tista njena terapeutka, mislim, to ni vredna terapeutka, ona, če so v transferju, se pravi, da je njena beseda, njene terapeutke, pa je ima, če je verjeti v požarju, ne. Ona je more reči, narobe si spet naredila, ne to delati, samo ona je pa isto ranjena duša, sploh ne bi smela terapeutka biti. In nekdo jo bo mogel urediti spraviti, ker to je karikatura, Državni zbor postaja karikatura. To ne moramo mi Slovenci take predsednice imeti, ker obstaja poslovni politični bonton, ki se ga ženska ne drži. Ampak recimo, ona res se obnaša čisto drugače, kot so se obnašali dosedanji predsedniki Državnega zbora, tudi predsednica v končni fazi. Recimo sodelovala je v referendumski kampanji, in celo na tak način, da je na nacionalni televiziji policiste primerjala z Adolfom Eichmannom, nacistom, ki se je izmislil način izvedbe holokausta oziroma dokončne rešitve judovskega vprašanja, ki vemo, da je zahteval 5-6 milijonov, če ne več, žrtev. In zdaj, Roman, takrat se je nič ni zgodilo, sicer se je na koncu upravičila ob koncu tistega soočenja na nacionalni televiziji, ampak vendarle, zdaj predsednik Državnega zbora, predsednica mora paziti, kaj govori. Zdaj, kje bo zvedla Urška, da to, kar ona počne, ne pritiče predsednici Državnega zbora? Kot sem rekel, mislim, Gibanje Svoboda, velika poslanska skupina, oni bi morali par pametnih ljudi dati, modrih ljudi, načitanih ljudi, ki bi preudarno, brez nekega motiva, tudi Golobu in še posebej Brikoteli Urški, dopovedati, da obstaja nezavedno, ki je seksualno, da obstaja simptomi, ki izkazujejo njeno seksualnost. Morali bi razložiti, kaj je to, če pride blondinka, rdeča, kaj to pomeni, da obstaja kategorija nezavednega. Njo bi moral nekdo podučiti, tudi stvari, ki jih izusti, ne vem, koliko ve, kaj je to Eichmann, sklicali so ga specialist, ker je tako specialno moril Žide, Mislim, pa policaje, to, kar se dela tem policajem, celi, bi rekel, Gibanju Svoboda, vključno z Robertom Golobom, pa, ki je tako revanšističen kot tale Urška, bi moral nekdo povedati protokol. Zdaj pa, mi smo zmagali, samo poslušajte, veste, kaj se pa ve? Ve stroka, medicina, filozofi vejo, da se je v Wuhanu pojavil virus in cel svet ga je na identičen način skušal zajeziti po protokolu, ki ga je medicina diktirala. Janez Janša je bil podpisan pod ukrepi, ki jih je medicinska stroka predlagala. Policisti so vestno opravljali. Policija ni neka golazen, ki je napirjena proti narodu. Mi smo rabili vodni top, mi smo rabili, plin. Mi nismo zaplinjali, ampak smo probali anarhiste v red spraviti in smo bili kot država zelo uspešni z minimalno agresijo. In potem bi treba argumente pokazati, kaj je Francija delala ali pa še dela, kaj je Belgija, Nizozemska, kaj so oni delali. Mi smo bili vljudni in delo policije je častno. In Robertu Golobu mora to povedati. Celemu Gibanju Svoboda reči, takole med brati, mi smo zjebali Janšo, ampak Janševa vlada je dobro delala, to, da smo si na jasnem. In to ne moramo zdaj mi policistom delati kastracijo, vračati neke kazni, pa kaznovati policiste, pa posegati intervencijo v policijo, pa odstavljati unek, so bili na vodilnih položajah, ker zgodba policistov je bila dobra. Celemu Gibanju Svoboda mora to nekdo dopovedati. In zdaj ta Robert Golob ne premore modrosti, pamet že premore, ampak nadjaz, pa revanšizem je šibka točka, preveč je revanšističen, ni pripravljen priznati, da je Janša vladal dobro. Tega Robert Golob ni pripravljen priznati, ker ima nezavedno jedro. On je pobesnel zato, ker je prikrajšan za tole, ker ni več tam GEN-I, tista možna krava, ki mu polne žepe, pa ruzake, pa prikolice, pa šleparje, denarja. In ne more on tak pa državo uničevati s svojimi nebulozami, ki sploh ni politično profiliran, še manj pa ta njegova Urška. Bob je treba reči v dobro države. In jaz zdaj se izpostavljam zato, ker je moralno prav, da nek kritični mislec to pove na nacionalni ali pa tukaj, ali pa kjerkoli, ura moči. Ali pa nazaj politično ne upeljejo, ampak ne da tam enoumje zgajajo, pa hvalijo Golobovo vlado, ki je, ne da je slaba, kritiko mora slišati. Ja, Roman, ampak
Niso vsi v policiji taki, da bi se navzkriž gledali z Robertom Golobom oziroma z Gibanjem Svoboda, ne. Imamo namreč primer pomočnika komandirja policijske postaje za izravnalne ukrepe iz Nove Gorice, Dušana Đogića, ki je na zelo svojstven način proslavil zmago Gibanja Svoboda na letošnjih parlamentarnih volitvah 24. aprila. Poglejmo. Oziroma nismo navajeni, da bi pomočniki policijskih komandirjev pač ponoči šli v gozd streljati večkrat zapored, celo 2 šaržerja, mislim, da je 2 nabojnika, da je izpraznil tale gospod policist, zato ker je očitno njim ljuba politična stranka zmagala na volitvah. Ta bi mogel iti na terapijo, ali pa skladvam po mezincu vsake 2 uri. To je pacient. Človek je na policijski funkciji, za policiste seveda so latentni sadisti, imajo ogromno neke potlačene agresivnosti, če so v uniformi, če imajo pištolo, pendrik, so sami sebi všeč, ampak tole, da on strela, ker to pištola je iznajdena oziroma izželjena za ubijanje, in to ljudi. Puška mogoče za živali in pištola pa za ljudi. In zdaj, koga bi zdaj ta strelil? Koga je strela? Mi pride naprej, en je imel tam parolo ubi Janšu, ta pa človek pa strela. On ima tam na nezavedno simbolni ravni eno tarčo, kam ta strela. Človek mora iti invalidsko v penzijo ali pa v polje pa se sterapirati. Take ljudi ne smeš imeti zraven pri koritu moči in oblasti. In zdaj, če to so te revanšistični, ste zasledci enemu revanšistu Golobu. Svet modrecev mora zajeziti tak tip pristopa k politiki, k oboževanju ne vem koga, nekoga, ki bo linčil Janšo. Mi tega ne rabimo, mi smo to doživeli leta 41 ali pa 45. Mi rabimo mir, mi rabimo sožitje, mi moramo uslišani biti en do drugega. V politični kulturi moraš čestitati nekomu, ki je zmagal na volitvah, ok, obstaja tudi finte, ampak ne moreš pa reči, Janša je ne vem kaj, če poskušajo zajeziti krizo, ohraniti narodu zdravje, in to je ustavna dolžnost vlade oziroma pravica naroda. Vse to je Janša počel njegova vlada. In zdaj za zahvalo, mislim, se pa gnojnico zliva po enih policistih, po vodstvu policije, pa da se zdaj nekdo proslavlja z enim orožjem, ko en Golob zmaga. Mislim, to smo ne butale, to smo huj kot tam neka ISIS, tam neka država, da imamo zametke. Človek je lahko zelo, zelo agresiven, moški. Ženske so na drug način, ampak zdaj pa, če pa takle odkriti feni tole počnejo, taki treba takoj izolirati, ker so preveč militantni. Taki so blestijo kot narodni heroji v vojnah, so v prvih vrstah. Ne more brzdati svoje agresivnosti in padejo, in pa so narodni heroji. Mi v Sloveniji imamo ogromno narodnih heroji, ki so nebrzdano agresivnost imeli in so šli v prvi vrsta in jih ni več, so narodni heroji. Ta tip pa ni za zdajšnje čase. Ta naj gre na sramotilni steber pa v penzijo ali pa v polje, pa da se zdrav z neko antiagresivno terapijo. Ta ima velike probleme z otroštva ali pa, ne vem, z očetom. Mislim, to je z mojim videnjem, to je pacient. Ampak vseeno, predsednik vlade Robert Golob, smo videli to iz tega poročila, pa tudi NSO-jevega direktorja oziroma generalnega direktorja policije, je kar konkretno se izražal o tem, kdo recimo je lahko ali pa predvsem kdo ne sme biti direktor policijske uprave Nova Gorica, tam, ki je on doma in tako naprej. Po drugi strani vidimo policiste, ki streljajo v noči v gozdu, ne vemo sicer v koga ali kaj, ker proslavljajo njegovo zmago na volitvah. Odkot zdaj Golobu pač ideja, da pa on ima pravico in dolžnost, da na tak način posega v kadrovanje v policiji, si nastavlja poslušne direktorje policijskih uprav in tako naprej. On je po duši ali pa po ranjenosti rojen diktator, egomanjak, ki bi bil poglavar sveta in imel same sužnje, udanike pa tem neke babe ob sebi. To je njegova psiha. Ampak danes v demokraciji
tak človek ne sme biti na oblasti, oziroma se mora strezniti. On ne sme vladati na diktatorski način. On ima te racionalizacije na krilih svojega ega. Ne. On misli, da ima prav. On nima autorefleksije. Ne. Moralne razsodnosti pa nima zaradi tega, ker je tako ranjen skozi revanšizem. Torej je ranjen zato, ker je bil odstavljen, ker je izgubil prihodek telih evrčkov v njegove šleperje, ne žepe, šleperje. Ne. On ima to gnara po Sloveniji lahko kup. Ne. Mislim, tej zgodbi treba narediti konec. Kritična misel je edina, ki je, ker sam seb ne bo videl slepe pege. On ne razume, da si prikroji resnico zato, ker je njegovo nezavedno ranjeno. On na točki ranjenosti, on vlada. To mi ne bi smeli imeti takega, na oblasti. To se nam je zgodilo, ne, zdaj pa za kazen, levica, trpte. Pa gledajte, ko ste zvolili. Ne. Ja. Tako da še enkrat ga zvolite, kot sem že parkrat rekel. Roman, a je skupna točka predsednice republike, predsednika vlade in predsednice državnega zbora, da vsi trije neizmerno uživajo na svojih funkcijah in ne vejo, na kak način bi nam še pokazali to, da kako uživajo? To je narcistična motnja, ne. S primesmi neke histrionije. To bi dalo vse na svetu, da bi bili, več od njih ni, to komi čakajo, da pride soj žarometov. Ok, Robertu Golobu je z anonimnosti zapasalo s tem paradirati, s tisto eno smešno hojo, on mogo tečaj hoje prvo skozi dati. Una Musarca tako je skozi pred kamero hotla biti kot študentka še, to je bila napovedovalka, sam da se je videla na televiziji, je že kipela od sreče. Urški Klakočar Zupančič je pa zdaj ta zapasal. To so narcistične kategorije. To ne more nekdo reči, preveč uživate v svojih funkcijah. Mi ne rabimo tako, jak ste vi. Dajte se ohladiti. Imaš funkcijo, sam smanji doživljaj. Ker škodiš narodu, škodiš levemu volilnemu telesu, pa smešiš vse nas, ki smo na tvoji politični strani. Mene je sram, ko tebe gledam, tisto taco kažeš. Bi mogel reči nekdo ščamandec starosta tej Urški. Dej, drugače naprav, dej štikle dol. Mislim, zdaj nihče nima tega statusa. Mogoče bi, Kučan se angažiral, Golobič je tudi zgubil kredibilnost. Tako da ne vem kaj. Se pravi, mediji bi lahko bili kritični, ampak te ne medva tukaj. Nacionalni mediji bi lahko malo zobe pokazali, tako se jih kazali, mislim, orang zobe, čekane, Janši, cel mandat, neupravičeno, imeli smo krizo, pa so ga jebali. Mislim, tega pa tolerirajo nedogled. Pol leta je že tam, mislim, osovska ušesa, pa še mu ni povedal, smotan si. Sorry, ker se tako razgovorim, ne. Ne, saj zato te pač povabimo k nam, da se razgovoriš. Ampak, Roman, zdaj pač parada ponosa, če tukaj zaključiva, pri koncu vdaje sva. Kje se, vemo, parada ponosa pač se zgodi, pa se konča, pa so neke reakcije. Zdaj, reakcije so, tudi najina tvoja. Kdaj se bo končala parada ponosa? Jaz sem to parado ponosa teh gejev, LGBT skupnosti označil kot parado frustracij. Geji, lezbike so tako frustrirani, tako psihično ranjeni, da iščejo ponos v svojem hendikepu, ki je drugačna spolna identiteta. In tele ranjenci, ki so zdaj mislili, kaj jim je Janša delal. Janša je narodu ohranjal zdravje z ukrepi. Policisti so mu pomagali, če tudi z vodnim stopom, ker te anarhiste je bilo treba v red spraviti. Zdaj se pa s tem sprijaznite in dajte normalno, zdaj ne z revanšizmom, zdaj zganjati drame in se izživljati nad drugače mislečimi, tisto televizijo hočete nazaj vzpostaviti, zato, mislim, ranjeni so tok. In ta revanšizm, zdaj ste na oblasti, ne rabite več točiti v boksarsko vrečo ali pa ne. Dajte pamet, pa dajte vladati v dobro naroda. Jaz vedno rečem, jaz sem za vsako vlado stojim, pa je leva, desna, podpiram, ker je to edina, ki jo imamo. Tudi Igor tako prav. Ampak tolo vlado nikakor ne morem podpirati. Zdaj način, kako je prišla gor in kako gleda nazaj na prejšnjo vlado, se je trudila. To ne morem jaz te vlade sprejeti kot svoje, tako da sadistično rečeno, meni je čisto vseeno, ker slabi ne more biti. To, kar je zastavil Golob, slabi, jaz ne vem, če je lahko. Sam še vojna imamo lahko. Evo, pustimo se presenetiti, za danes pa, Roman Vodetno, lepa hvala za tvoje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil o tem, zakaj vladajoči spominjajo na parado ponosa.
že 818. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, zakaj Nanduji tiščijo glave v pesek. Naš posebni gost bo Janez Cetin alias Nandetov ata. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.